Dober dan, moje ime ni Janez, se ne pišem podobnik Janša ali Tavčar. Iz Ljubljanskega studia 136, vesti na vesti. Minuli teden je minilo 100 dni, kar je oblast prevzela vlada z Borutom Pahorjem na čelu. Denis je zato koalicijske in opozicijske poslance povprašal, kako so kaj zadovoljni z delom vlade in opozicije. Takole je z delom opozicije zadovoljen minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič. Ko zdaj na hitro se ozrem nazaj, se mi zdi, da pravzaprav niso bili v opozicijskem smislu izrazito radikalni. Interpelacijo, ki so jo zložili, je bila pričakovana, kakorkoli obžalujem do nje prišlo, ker gre vendarle po mojem prepričanju za temo, ki si, ali pa vzrok, povod, ki si ne zasluži takšne kvalifikacije. Vendar to ni nekaj novega strani stranke, ki je to vložila, tako da pričakujem, da bo opozicija v prihodnjih mesecih še bistveno ostrejša. O brušenju opozicijskih mečev pa je Denis povprašal tudi poslanca SDS Jožefa Jerovška in Andreja Vizjaka. Gospod Jerovšek, vaš komentar zelo kratko lahko, 100 dni vlade. Da sem pričakoval bolj učinkovito in bistveno drugačno vlado, da je pravzaprav zelo slaba vlada, da ne ukrepa v skladu z situacijo. Jaz mislim, da vlada demonstrira neučinkovitost, še posebej ob najbolj aktualnih izzivih, kar je po moje gospodarska in finančna kriza v Republiki Sloveniji. Pa to seveda ni samo moje skromno mnenje, če povprašate večino gospodarstvenikov, tudi večino asociacij, ki združujejo gospodarstvenike, tudi večino medijev, ki pokrivajo gospodarske vsebine, lahko prijete hitro do tega sklepa. Generalni sekretar vlade Milan Martin Cvikl je predstavil prve 3 mesece delovanja le-te in jih označil kot uspešne. Predstavil pa je tudi novo spletno mesto slovenske vlade. Nas je zanimalo, ali bodo ministri končno lahko dobili svoje bloge. Blog ima svoje pluse in minuse, ne? Še posebej, kadar na blogu minister ali javni funkcionar, ko nastopa za svojimi stališči, v narekovaju, ne, nastopa v svojem imenu. Ne. Vlade po svetu odločajo kot kolektivni organi in to se dela se na podlagi gradiv, ki jih vlade obravnavajo. Zato se sam osebno nisem pristaš tega, da bi generalni sekretar vlade imel svoj blog, na katerem bi seveda kot zasebnik pisal o stvarih, ampak če želi preko nekatere svoje razmišljanja, sugestije izboljšati, prav da se naredi skozi spremembo mehanizmov, ki za to obstajajo, to pa so gradiva za vse vlade, potem tam prilagoditi. Poslanca SNS Zmaga Jelinčiča smo povprašali, kaj meni o mediaciji kot načinu reševanja mejnega spora med Slovenijo in Hrvaško. Mediacija ne more določiti meje, to je nikakor ne more biti. Haaško sodišče je za nas absolutno nesprejemljivo. Mislim pa, da je smiselno, da se zahteva od Evropske unije mirovno konferenco o nekdanji Jugoslaviji. Meje znotraj bivše Jugoslavije so bile zgolj administrativne, določene na nivoju komunističnih oblasti, nobenega mednarodnega, medrepubliškega ali državnega dogovora ni bilo v tem, ampak kakor so se gospodje zmenili, tako je pač moralo biti. Mislim, da Haaško sodišče je irelevantna zadeva, mediacija pa je tudi več ali manj iskanje nekakšnih konsenzualnih rešitev, ki pa niso nujno sprejemljive ali za eno ali za drugo stran. Velika dvorana Državnega zbora je gostila projekt Znanje žanje, v okviru katerega je prvo predavanje pred poslanci in poslankami imel predavatelj z Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Roman Jeral. Projekt in njegov namen je predstavil Evropski komisar za znanost in raziskave Janez Potočnik. Če karkoli delamo sistematično, delamo tudi to, da poskušamo v vse projekte predvideti tudi že nujnost komuniciranja z javnostjo oziroma posredno seveda na ta način tudi z politiko. Zato je ta pobuda, ki bo danes lansirala na inicijativo ministra Golobiča in pa seveda predsednika Državnega zbora gospoda Gantarja, je odlična. Je točno pobuda, kakršna sodi v vseh pogledih, kakorkoli analizirate ta vprašanja v evropski čas in prostor. Še toliko pa bolj v slovenski čas in prostor.
To je lepo. Da imajo predavanja, to je res lepo, zdaj jih morajo pa začeti obiskovati. Ker dvorana je bila prazna, skoraj prazna. Prilagamo dokaz. Jaz bi dal kar neopravičene, kao v šol. Predsednica Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije, Lidija Jerkič, pravi, da krizo v tej industriji zaznavajo od oktobra lani. V tem obdobju je delo izgubilo okoli 10.000 delavcev, predvsem agencijskih in zaposlenih za določen čas. Število podjetij, ki prilagajajo poslovanje zmanjševanju naročil, pa stalno narašča. Zato so se odločili, da bodo na njihovi spletni strani objavili črno listo delodajalcev. Na to črno listo smo se odločili razvrstiti podjetja, v katerih se dogajajo stvari, za katere ne želimo, da bi postali praksa drugih delodajalcev. Delodajalci se namreč zelo hitro učijo en od drugega in ko en najde nek model, kako se da obiti zakon, ga zelo hitro uporabijo tudi drugi. Zaprašena novica. Na portalu e-demokracije so v okviru projekta Vprašaj s klicajem ministrici Katarini Kresal postavili nekaj vprašanj. Med drugim je obiskovalce portala zanimalo, zakaj je konoplja v Sloveniji še vedno prepovedana substanca. Uporaba konoplje ni kazniva, torej sam človek jo lahko pač uporablja in zato ne bo odgovarjal. Sicer pa posredovanje, nošenje v rokah na cesti pa je lahko prekršek ali pa kaznivo dejanje. Zakaj je tako? Zato, ker je pač konoplja še vedno uvrščena na listo prepovedanih substanc. Je pa res, da je Slovenija že zdaj relativno kar liberalna v svojem odnosu do mehkih drog, ravno zato, ker ne kriminalizira njihove uporabe. Vabilo dneva o Festivalu študentske kulture Aleš Logar. Prvo bi vas vse prav lepo pozdravil in vas lepo povabil na Festival študentske kulture, ki bo potekal od 2. do 31. marca po celi Ljubljani. Tokrat bodo študenti res prišli na svoj račun. Tako bojo 2. marca se začne z otvoritvijo Festivala študentske kulture v hostlu Celica in pa z razstavo Alo in VŠRS. Začne se ob 19. Nadaljevalo se bo z rock izzivom, to je natečaj za mlade neuveljavljene študentske rokovske skupine. Bilo je prijavljenih 59 skupin, tako da med 59 smo izbrali 8 polfinalistov, ki se bodo na 2 predizborih v Ortu Baru 4. in 11. marca spopadli med sabo. Zmagovalec pa bo nastopil na zaključnem koncertu, ki bo 31. marca na Gospodarskem razstavišču in se bo predstavil širši publiki zraven Šankroka, Rock Partizanov in pa Mi2. Kaj sledi? Od 9. do 13. marca bo teden brezplačnih kulturno-umetniških delavnic. Revija študentskih pevskih zborov 9. marca v Slovenski filharmoniji, 10. marca razstava študentov arhitekture, 11. marec, tako kot sem že prej omenil, rock izziv, 12. marec in pa 15. marec medfakultetna improliga, 16. do 22. marca boste prišli na svoj račun tisti, ki radi hodite v muzeje, kinoteke in galerije, saj bo tokrat brezplačen vstop z študentsko izkaznico. 16. marec večer Akademije za glasbo v Viteški dvorani in sicer Križanke. 17. marec Poznaj svojo deželo, tokrat se bomo podali oziroma na Dolenjsko. 19. marca risanka Radia Študent, taka zelo zanimiva interaktivna stvar. Vse to in še več, se pravi 23. marca filmski večer, 24. marca gledališka predstava, 25. marca salsa. Vse te stvari si lahko preberete na www.showpomišljajle.si in pa si pridobite tako brošurico, ki jo bojo promotorji študentske organizacije Univerze v Ljubljani raznašali po celotni Ljubljani. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Monokomedija Čefurji Raus, ki je nastala po istoimenskem romanu Gorana Vojnovića, bo jutri zvečer končno premierno prizorjena na odru ljubljanskega gledališča Glej. Sinoči si je Katja v nabito polni dvorani ogledala Generalko, na kateri se je Aleksandr Rajkovič Sale odlično živel v lik Čefurja Marka Đorđovića. Jebo vas, Milan Kučan, da vas jebo! Daj mi cigaru! Kaj, pičku matere,
Ko vidi, da kadi mamico mu njegovo. Noč jaz bulam rado. Šta bleješ, daj mi cigaro, sem ti rekel. Noč vzamem lepo škatlico ven in mu jo dam, pa zagrab kamanja, ki si jo pržge. Zrni si presto, da pušiš. Še vreme. Vzem mu kočin. Tipičen monsunski klimatogram. Julij, august, september, dež, drugače pa sonce celo leto, pa še vedno vsak dan berejo vreme. A dej bejš nazaj v Indijo. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti.